Zdravo, sem Bo Rain in poslušate oddajo Radioaktivno.
Wake Up Call, Bow-Rain z albuma Million Homes. Tine, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Dober glasbeni znanec si že z radijskih valov, pa ne nazadnje tudi izpred našega mikrofona. Ja, nazadnje sva govorila v Kino Šiška. Tako. Zdaj sem pa jaz mogel priti k tebi. Tako si obljubil. Aha, a sem obljubil? Nazadnje? Ja. Imaš pa dober spomin. A si posnel, ne? Nisem vedel. Ampak takrat nisi bil Bow-Rain, ampak si bil No Exactly Lost. Res je. Takrat sva bila, in Luka ni mogel na intervjuja, sej res. Pa sva govorila o albumu Not Exactly Lost, tako. Nisi se izgubil, kot je videti. Vedno se človek izgubi, vedno se treba izgubiti, zato da nekaj novega najdeš. To je ta proces umetniški. Tako da to vedno se izgubljam, ne bom rekel, da to ni del mojega vsakdana. Že danes sem se izgubil, da sem prišel v tvojo oddajo. Sem končal v Mariboru in iz Maribora obrnil proti Ormožu, tako da ja. V glasbi pa vidim, da se ne moreš izgubiti. Sedaj si se zopet pojavil kot solist. Ja, kot solist na albumu, ampak v živo vse prej kot solist. Koncert je bil 26. septembra v Kino Šiška z 18 izvajalci, veliko pevcev od tega. Tako da v živo bi zelo rad ohranjal band 18 izvajalcev, ampak iz tega ansambla neke manjše zasedbe, kvintet recimo, duo, trio. Tako da me zanima sodelovanje. Album pa v resnici tudi ni čist solistično delo in je delo dveh ljudi, mene in Vida Ahačiča, koproducenta, ki je odločilno v bistvu vplival na zvok tega albuma in je tudi soavtor aranžmajev, tako da solist biti je v bistvu mogoče malo ne nujno, oziroma je še kar težko vse sam narediti. Zakaj pa bi, ne? To je res, kaj ti ob sebi lahko imaš veliko pomagačev, ne nazadnje sedaj imaš, kot si rekel. Ja, mogoče pomagači, to je malo taka beseda hecna, že skoraj bi rekel soavtori v nekem smislu, a ne, se pravi ansambl oziroma umetniki, glasbeniki, ne, tako da band, tako nekako. Ja, ko si omenil Kino Šiška, je to zelo širok band in zelo velika družina. Ja, jaz bi rekel, da iz Kino Šiške se bo recimo izkristaliziral mogoče nek band z Blažom Celarcem, z Jani Hacetom, z Marijem Babojeličem. Ponovno sodelujeva po dolgoletnem premoru. Še v prvi Bow-Rain zasedbi je bil on. Potem pa vokalisti, Uroš Buh je tokrat bil zelo izjemen, Kiki, Maša Bogataj, to so tako, jaz mislim, eni najboljših vokalistov v Sloveniji, pa da ne pozabim tudi na svoj vokal, no. Tudi zdaj sem se malo opogumil in se mi zdi, da zdaj mi gre že malo boljš v živo, predvsem. Ravno to se misli tudi izpostaviti. Tokrat se prvič ali ne prvič pojaviš na vokalu? Ja, jaz mislim, da to zdaj prihaja malo bolj naravno iz mene in tako naprej. Predvsem je tukaj šlo tudi za ustvarjanje besedila, ne, in nek tak songwriting. Če sem bil pri Kaluju back vokalist in se uril v tem pri projektu Not Exactly Lost, ne, da smo si na jasnem, in se uril tudi v tem, kako v bistvu v živo spremljati. Sem zdaj malo stopil v spredje in moram reči, da vokal se mi zdi, da je tako mogoče ena najlažjih, najbolj naravnih inštrumentov, hkrati pa tudi eden najtežjih, ker je tako oseben. Jaz mislim, da je to nek tak proces, da se ga je treba navaditi in sprejeti predvsem, ne. Zdaj pa kako ljudje pojejo, je pa zelo različno. Ne vem, če poslušaš Tom Waitsa, recimo poje popolnoma ne šolsko, če poslušaš pa neko, kdo bi zdaj rekel, Bobby McFerrin, je pa neverjetna tehnika v petju in ta svoboda tega glasu. Tako da glas je zelo subjektivna stvar, pa enim je všeč, enim ni, ne. To je pač za sprejet, ne. Tako. Ja. Pogovor sva pričela skladbo Wake Up Call, smo se prebudili? Kot družba, mislim, da ne. Smo zaspali. Ja, mislim, da smo kar zaspali in da smo kar obnemeli ob vsem tem, kar se nam dogaja, kar se dogaja okoli nas in grozne vojne in kar nič ne moremo spremeniti, recimo, če tako pogledamo.
v smislu tega, da pa smo se mi zdi, prebudili vsem po covidnem obdobju in jaz sem zdaj v Sloveniji tako v bistvu spoznam neko zelo lepo skupino glasbenikov in se ta povezovanja dogajajo. Kot sem omenil, prejšnje avtorje, glasbenike, vsi delajo zelo dobre stvari in skupaj delamo več sodelovanj kot prej. Tako da v tem pogledu smo mogoče na nekem lokalnem nivoju. Zdaj, kaj se pa dogaja v svetu, pa je pa zgodba za drugi album. Ja, če se bo dal sploh še delati. Bo. Druga, ki bo vas pustila, bo Live Without It. Live Without It? Aha. Live Without It. Ja, live. Se pravi, živeti brez, v tem smislu spet govori o tem, da lahko kakšno stvar tudi spustiš v življenju in se na ta način tudi osvobodiš ravno tega, da ne rabiš imeti toliko recimo materialnih komoditet ali pa tudi tako v smislu ene ljudi lahko tudi spustiš v življenje, ne? Pa ti potem lažje. Tako da to je mogoče ta skladba govori o tem.
Bowrain z albumom Million Homes v oddaji Radioaktivno. Zanimiv naslov si nadel novemu izdelku. Ko da imaš milijon domovanj, pa imaš verjetno enega ali več njih. Ja, v bistvu imam en dom, ampak rad se potepam, mogoče se lahko tako izrazim. Ravno kar sem bil, tokrat sem si pa res privoščil dopust in sem šel v Grčijo na popolni odklop in priporočam vsakemu, izjemen kraj. Drugače pa ja, potovanje in glasba je nek univerzalni jezik in je v bistvu lahko razumljiva mnogim, ne, v bistvu, če tako pogledaš. In skozi glasbo komuniciramo in se povezujemo in danes se da zelo dobro povezovati. Tudi internet nam omogoča veliko kontakta z tujino in z drugimi. Tako da to je ena stvar, po drugi strani pa je Million Homes direktni nagovor na migracije, se pravi malo bolj resni podton v tem smislu, kot smo govorila o vojnah. Vojne povzročajo migracije in so v bistvu še povzročene strani človeka, ne? Se pravi, niso neke naravne katastrofe in zdaj pač te migracije bodo vedno večje in mogoče bomo pa enkrat tudi mi morali migrirati, ne? Zato se mi zdi, da je pomembno, da se ljudje kar navadimo, da bojo tudi vedno več tujcev prihajalo in da bomo mogoče v eni točki tudi mi morali migrirati. To je zelo možno, kljub temu, da se ne zdi verjetno. Tako da ja, jaz mislim, da je v tem smislu nagovor, da je to ta tema, no, o kateri hočem govoriti. Ja. Ravno to, kar si sedaj povedal, naslovim na marsikoga, ki se boji migrantov in rečem, kaj se bo zgodilo, ko boš mogoče ti šel obratno smer. Ja, točno to. Ali te bodo v nekem drugem okolju sprejeli, ali bodo rekli, kaj bomo s tem prišlekom. Ja, in jaz imam to dolgoletno izkušnjo življenja na Nizozemskem, nekaj tudi v Ameriki. To so recimo bile malo daljše obdobje, potem pa tudi kakšne rezidence, ki lahko trajajo, ne vem, par mesecev v Berlinu in tudi Južna Afrika. Skratka, mislim, da je pomembno še posebej za umetnika, da izkusi to in potem, ko enkrat živiš nekje drugje in si dejansko sam tujec, tudi veš, da je to zelo zahtevno in si potem mogoče malo bolj prizanesljiv do tujcev v tvojem okolišu. Namreč lahko so zelo zanimivi ti ljudje in imajo zelo dobro vsebino, tako da ne rabimo takoj iti s tem strah, ampak zato so krivi predvsem mediji in ta strah je tudi seveda orodje za dosti takih vzvodov, da se potem vse veš, o čem govorim. Ali potem tudi v besedilih naslavljaš to tematiko, potem okoljsko problematiko in vse skupaj, kar je s tem povezano? Vojne, nenazadnje, vojne za vodo. Ja, v tem albumu direktno naslavljam to tematiko, ampak tudi skušam ponuditi neko upanje in jaz mislim, da je zelo pomembno ostati pozitiven, ker živimo v zelo zahtevnem času in hitro se lahko zapleteš v neko negativnost in jaz mislim, da edini prav način je biti pozitiven in tudi lokalno premakniti stvari, a ne? Se pravi, kako lahko jaz pridodam k problematiki migrantov, tako da povabim migranta na svoj koncert, ne? In recimo v Ljubljani je z mano nastopil palestinski reper, ki je zdaj, mislim, da 4. stal na odru in meni se zdi on zelo dober in je doma iz Gaze in živi v Ljubljani že 3 leta in on je bil zelo vesel za to priložnost. El Henry mu je ime. Umetniško ime, priporočam, da pogledate, kaj dela. Vse je na YouTubeu in na Instagramu. Tako da ja, se mi zdi, da take stvari, ki so možne, a ne? Se pravi, koncert za Gazo je bil en tak primer, ki ga je organizirala Kiki z ekipo mladih v Ljubljani, kjer smo razprodali Kino Šiška in zbrali nekaj denarja za humanitarne namene, ne? To so recimo take stvari, s katerimi dejansko nekaj narediš. Tretja bo Hit the Bottom. Hit the Bottom, ja, to je pa, moram tudi omeniti, da so avtor besedila tukaj Luka Uršič. To skladbo sva tudi že kot Not Exactly Lost izvajala v živo.
Polka sva delala album, sva jo izpustila, ker Not Exactly Lost album mislim, da ima zato eno tako dobro rdečo nit, ker je vse od Lukata, vsa besedila so njegova, tako da ta skladba Hit the Bottom je izpadla takrat. No in jaz sem jo zdaj izdal pod imenom Bonem v tem albumu in če te zanima pomen... Lahko pojasniš. Zdaj tako, da bi kuhar izdal recepte. Ja, sej, to nekako hočeš, ne? To je zanima. Jaz sem izpraševalec. Ja, se vem. Ja, to je, kako bi to razložil. Preden se tebi zgodi ta bottom, ne, preden dosežeš dna, ne, mislim, da v slovenščini je izraz, se ne zavedaš, da je dejansko lahko nek problema, ne. Zato tudi skladba govori seveda o tem nekem brezizhodnem stanju, ne moremo dihati zraka, kaj ne naredimo, a ne, v tem smislu, ampak še vedno živimo naš vsak dan, zaradi tega, ker smo pač ljudje in imamo radi rutino in imamo radi, da pač živimo brezskrbno, ne, dokler ne dosežemo dna, ne, recimo COVID obdobje je bilo zanimivo, ko smo se tako malo smejali, ne, Kitajcem, oni pa nosijo maske, ne, in čez par mesecev smo pa mi bili v COVID-u, ne, in smo pač morali nositi maske, ne. Dobro si to podaril, morali. No, recimo, to je hit the bottom, ne, ko je človek res doseže, mislim, ko je res v težavah, takrat je aktiven, takrat reagira, ne. Včasih bi bilo pa boljše, da je reagira dosti prej, ne, se pravi, da predvidiš neko situacijo. Mogoče tako lahko razložim.
Bo Rain z mano vdaje Radioaktivno, Million Homes je album, ki ga predstavljam. To ni tvoj prvi izdelek, pogledal sem tvojo diskografijo, mislim, da je to 5. solistični, če sem prav štel. Ja, se pravi. 2014, Far Out, 2017, Distracted, 2020, Seconds Alive, pa 2023, Heal Me. Ja, ampak 2020 Seconds Alive je tudi, ampak je uživo, ne? Ja, tako je. Ja, remixi mogoče niso toliko avtorski, to je res, ja, tako. Ja, čeprav je, kot si dejal, še veliko remixov k temu dodanih. Ja, res je, ja. Tako da je, to, kar si rekel, je prav, ja. Potem bi lahko rekli, da to 6. album lahko delaš kakšne sporednice s prejšnjimi izdelki ali ne? Razen, da je mogoče pianino tisto glavni inštrument, ki te vedno spremlja. Ja, mislim, lahko seveda delamo sporednice, ampak mogoče ta je najbolj dodelan v eno obliko, da ima mogoče se pravi, samo jaz pojem na albumu, ni gostov in s tem je dobil nek koherenten zvok in skladbe, komadi so zelo radijski, zelo v neki pop strukturi in zato je tak kompakten. Usporednice pa seveda lahko delam, ker je vse ostalo tudi moje delo in čeprav ne je zdaj to nekdo drug rajši pove, kje so usporednice, meni je to težko delati pri svojem delu. Je pa tako, da ponavadi, ko narediš en album, je težko ponoviti, tako da jaz vedno skušam narediti nekaj novega. Bi mi bil recimo pa izziv v bodoče narediti en projekt, ki bi baziral bolj na slovenskem jeziku. Zdaj sem ugotovil, da je petje, pa ne nujno moje, ampak ustvarjanje songov, ne? Da je to nekaj, kar me zanima in tudi nekaj, kar mogoče mi gre ok. Tako da bi bil naslednji izziv mogoče to. Vidim, da si hitro našel nov izziv. Ja, valjda. To pa je treba. 7 pesmi in si tokrat uvrstil na album, si vse skupaj zasnoval kot neko zgodbo? Ja, jaz imam rad to 7-ko, ne. Mogoče, ker je Bo Rain tudi 7, ne. 7 barov. Zdaj sem pa nekaj izdal. Vidim, ja. Ta 7-ka me spremlja, ja. Tega umetna inteligenca ne razlaga. Vem, da ne, ja. Tako da Far Out ima 7 komadov, Distracted ima 7, Heal Me ima 7 in ta ima 7, ja. Tako da imam neko malo sem autist mogoče v tem pogledu. Zgodba pa je definitivno zgodba potovanja domov in to je bila tudi zgodba v bistvu pri Distracted je tudi nekaj tak, je komad Home, ne? Distracted se konča za komadom Home, tukaj je komad Homes, se pravi domovi. Mislim, da to potovanje me vedno spremlja, kot sem rekel, rad se zgubim in rad grem potovati, ampak rad se vrnem domov. Pomemben mi je ta občutek doma, ki je definitivno to v Sloveniji od 2016, kar živim za stalno tukaj, ne? In zaenkrat ne vidim, da se bi kam selil zares. Tako da ja, mislim, da je to ta zgodba, no. In glasba je idealna za potovati, a ni? Se strinjam. Lahko marsikoga odpelješ v različne kraje, ki jih ne morejo obiskati. Lahko pa jim to zvočno ponazoriš. Ja, se je to, ne. In Vid Ahačič, ki je v bistvu koproducent tega albuma, z njim so delala intenzivno 1 leto. On živi v Den Haagu in sem 2-krat bil pri njemu in sva tam naredila kar nekaj dela, potem so pa to vse nadaljavo delala, imela sva folder v iCloudu in kar je on naredil, sem jaz praktično v naslednji minuti, ko je on uploadil, sem že dobil, ne. Tako da je tudi mi je bilo zanimivo sodelovanje nadaljavo, ne. In je tudi to en tak dober način dela, ker ne moramo biti dejansko fizično vedno skupaj, ampak lahko pa veliko delamo skupaj nadaljavo, ne. Hotel sem pa reči to, ja, da je Vid razumel ta podton tega albuma in razumel to potovanje in ga tudi obogatil, no, zvočno. Kam bi pa se žanrsko zaprl, če bi se moral zapreti v nek žanr? Zdaj misliš s tem albumom ali nasplošno? S tem albumom, ja. Ko si še mogoče malo več elektronike? Ja, to mi je zelo težko vprašanje, ker žanri so zame kot orodja, kot začimbe pri kuhanju. Pač, če rabaš v tistem momentu nekaj dodaš. Ampak ni rečeno, da pa to pri naslednji jedi funkcionira, ne. Vem pa, da ne bom, po mojem nikoli ne bom naredil metal albuma. To se mi pa zdi, da ne. Ampak, se pravi... Nikoli ne reci nikoli. To je žanrsko bi rekel alternativni pop, minimalizem,
elektronika. V kakšnem žanru bi bil Nicolas Jar, če poznaš? Ne poznam. Okay. Recimo on se mi zdi tudi tak neomestljiv žanrsko. Tako da ja, sem jih nekim jazz, vsekakor. Ampak jazz se pri meni zgodi, ko grem v živo nastopati. Takrat se bolj s tem jazzom poistovetim, kaj je tudi klavir, pa potem se ta moja studijska dela tako zelo odprejo. Pol je to stvar odra, stvar performansa, stvar momenta, tudi vizualnih elementov. In če bi tako bil najbolj iskren, bi rekel, da sem jaz v resnici jazzist, ker me tudi nastopanje mi je nekaj najljubšega in to je nekaj, kar se je med korono podrlo in se zdaj nekako postavlja nazaj v nekih takih povojih in z nekimi berglami gremo počas. Počasi korakaš. Tako je. Ampak glavno, da gremo to. Da ne stojimo. Tako, evo. Naslednja bo Everything Happens to Us. Ja, vse, kar se nam zgodi. V bistvu je ta skladba, ta pesem ima tudi zgodbo, je pa bila osnova za nastanek pesmi, a veš, kjer? Ne. Čas je bila pa pesem, s katero sem se znašel na Emi. Vprašati, kako se je to zgodilo? Se je zgodilo. V glavnem, Everything Happens to Us je v bistvu podlaga za pesem Čas je. In se pravi, že takrat, leta 2021, ja, večina teh pesmi, albuma Million Homes, so nastale med COVID-om, med obdobjem pandemije, ampak so bile v arhivu, so bile skice. In potem šele leta zdaj, 2024, je to prišlo ven. In se pravi, Everything Happens to Us je bila podlaga za Časje, za katero je potem Gregor Kosi naredil slovensko verzijo besedila. In ja, to je nek tak direktni klic po skupnosti, po povezovanju, kar je tudi ena od glavnih tem tega projekta in nekaj, kar me vedno zanima. Čas COVID-a je bil čas zaprti in hkrati čas protestiranj proti temu. Se pravi, čas velike samote, tudi v mojem osebnem življenju, ampak protesti so bili pa kar, mi smo vsak petek bili aktivni in je bilo tako zanimivo, ne? Kakšna dvojna realnost se je dogajala. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj pomembno, da se ljudje ne zapiramo in da se povezujemo in da smo ljudje in da se človeški stik ohranja, dotik in da je to je nekaj, kar nas bo v bistvu držalo kot družbo gorno. Sick and fighting, trying, gliding, all in all we have no sliding. Everything happens to us. Living, coming, going forward. You're the one who needs a story. Powerless is what we are. Now we have to come together more than ever. Now is the time. There is no other more precious moment. There's only now. Now is the time. Growing faster, more than ever. We will never be more clever, even if we have tried. There's a prophet telling us the story of yesterday's big news coming up the sky. This time we have to come together more than ever. Now is this time. There is no other more precious moment. There's only now. Now is this time. Time goes by. Even if we try to forget the time.
Million Homes je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Bo Rain je z mano. Prej si omenil promocijo v Kinu Šiška konec septembra. Številčno zasedbo, kako je poslušalstvo sprejelo novo glasbo. 2 singla sicer so že lahko spoznali predtem. Ja, ampak spet te 2 singla, ki sta šla iz albuma, sta bila daleč od tega, kar se je zgodilo v Kinu Šiška. Stoječa ovacija je bila, takoj ko smo nehali igrati, in tega še nisem doživel, tako da res je bilo noro vzdušje. In imamo vse dokumentirano in zdaj bo prišel kmalu video večine komadov, mislim, da bom enega spustil, ker je bilo malo smo se tudi mi izgubili, ampak vsi nastopajoči bodo zaobjeti in veselim se tega, no, da bo to tudi šlo. Tako, ker recimo izšel je 2020 Seconds Alive, takrat nekaj podobnega bo zdaj išlo tudi, čeprav imamo še veliko dela, tako da poslušalstvo je bilo navdušeno. Tako da si vse posnel. In dokumentiral. Da, ja. Je še kaj drugih odrov v prihodnosti? Ja, to je pa zdaj ta problem in tudi zaradi tega čim prej potrebujemo ta material, da se najde novi oder, nove priložnosti. Mislim, da je recimo kakšen Lent bi bil v Sloveniji zelo primeren, ali pa Jazz Festival Ljubljana morda, čeprav nismo ravno jazz, je tudi zelo songovsko, ampak se mi zdi, da je taka stvar, no, ki bi bila privlačna, ker je predvsem vse zaigrano v živo. Sample je samo eden, ki se pojavi, drugače pa je, oziroma 2 sample se pojavite. Pa še to, zdaj, ko poslušam za nazaj, bi se dal še to tukaj v resnici narediti v živo. Ne? Tako da to je pa potem nekaj, kar ljudje dejansko cenijo. Ne? Odpustijo ti napake, to ljudje niso, mislim, poslušalstvo ni toliko kritično, kot se zdi, preden greš na oder. Ne? Seveda so bile napake, ampak glavno je, da je ta vibe, če lahko rečem po angleško, ta energija in to sobivanje teh ljudi na odru in to je nekaj, kar potem ljudi zelo očara. No? In seveda, mene tudi, če vidim dober ansambl. Razmišljaš tudi, da bi kaj zasedbo pogledal preko meja, izven meja? Ja, razmišljam in imam neka dogovarjanja trenutno v Italiji, imam pa potem neko idejo, da bi šel na Kitajsko, ampak predvsem bi to naredil najprej v solo zadevi. To se nekaj menim za spomladi, drugo leto. Balkan me tudi zanima zelo. Bil sem avgusta z predstavo Dejana Srhoja, kjer igram klavir. V plesni predstavi smo bili v Novem Sadu. Sem tam potem ostal en teden in dobil tudi neke kontakte. Hrvaška. Mislim, ful bi me zanimal ta Balkan, ker veliko sem bil tudi prisoten na recimo Severni Evropi pa tako naprej, ampak zdaj me pa ta jug ful, tako gre mi za ta izkušnja ljudi. Se mi zdi, da ljudje so fajn. Vidiš, kaj dela Grčija? Ne? Ja, v Grčijo tudi bi bilo fajn. Tako da zelo veliko je še odprtih možnosti, veliko bo treba tukaj narediti v smislu sodelovanja in tudi odpiram nova sodelovanja z ljudmi, predvsem strani managementa in tukaj spravi, potrebujem ljudi, s katerimi bi to delal, ker trenutno sem preveč sam za vse. Je album Million Homes išel še na fizičnem nosilcu zvoka ali samo na digitalnih platformah? Samo na digitalnih platformah. Že to je bil velik projekt in videospot, 2 videospota je bil zalogaj vse to sproducirati, tako da zaenkrat nismo dobili še teh sredstev, da bi to izdali na fizičnem nosilcu. Mogoče je to nekaj, o čemer se lahko pogovorimo še z Nika Records. Minutažo imaš za LP? Minutaža je za LP, tako je. Ja, mogoče pa bo, no. Ja. Ne obljubam nič, ne morem to obljubiti. Boš potem imel promocijo ob izdaji vinilke? Ja, to se recimo zdaj naredil Maša Rik. Ja, pametno. Veš kaj, meni je zdaj, bi rad se zelo osredotočil na to, na performance, na to, da igram čim več živo, zdaj kaj to potegne za sabo v smislu teh nekih dodatkov. Meni je to vse drugotno, zdaj mi je primarno, da najdem prostore, ker nastopam, pa tudi, da vseeno nastopam tudi kot solist, ker kljub temu, da je to bolj samotarsko početje, je vseeno lažje izvedljivo. Tako da ja. Ruling bo
5. po vrsti. Ruling, vladanje, se pravi tudi odnosa, ne? Igranje vlog. Igranje vlog. Mogoče ne tako zdaj, tudi v smislu politično, ampak že v odnosu ali s partnerjem ali s prijateljem je vedno nek ruling, ne? Vedno nekdo vlada drugega. Včasih je fajn, da ti nekdo vlada, a ne? Je zelo enostavno biti sledilec, po drugi strani pa je naporno biti nadvladan, ne? Tako da vedno je to dvoje. Ampak tudi ta pesem ima potem refren Let's come together, se pravi spet nek klic po združevanju. Moram pa reči, da je ta, zdaj res izdajam take skrivnosti, ampak ja, sej, zato sem tu. Zato sem te povabil. Ja, sej, vlečeš iz mene. Da je iz te pesmi je bil refren Bright Eyes, refren pesmi iz Bright Eyes se je pojavil v skladbi Ruling in tukaj je gospod Vidahačič slišal potencial za novo pesem. Tako da ta Ruling je bila tako malo taka sestavljenka iz dveh delov. In potem sem napisal še Bright Eyes, ki je mogoče najbolj ljubezenski od vseh. Kar se pa tiče Rulinga, sem pa najbolj fasciniran pri tem komadu na njegov konec. In tukaj se je zelo izkazal Vidahačič z tem nekim takim orkestrom, pa nek čembalo in noter, pa nek tubular bell in nek odzven na koncu, če si dobro poslušal, ko se skladba konča, je odzven tubular bells. In moram povedati, da noben inštrument ni bil zaigran v živo, to so vse sampli iz knjižnic, raznih knjižnic in spet Viti je v bistvu vse to naredil in potem sem jaz hotel, da bi pa to zdaj posneli v živo, veš, v Sloveniji smo pa res, smo še vseeno malo bolj stara šola, ne, kao ja, mora biti odigrano in je on rekel, ja, izvoli, ne, zorganiziri, ne, in valjda mi ni uspelo, ne. In so pa rekla, sej je prav, da je album narejen tako posemplen, ker v bistvu zato ti sampli so, ne, da lahko pač naredimo nek izdelek, nekaj, kar se posluša, kar nam potem pomaga, da uživo pa igraš z ansamblom, ne? In to je ta dvojnost tega. Nimamo v Sloveniji take glasbene produkcije, da bi imeli take studije, oziroma tudi, valjda, se obstajajo bendi, ki to delajo, ampak ni vedno to možno, no? Tako bom rekel. Was
Tine, na naslovnici albuma Million Homes si ti, tokrat vidim, da precej zamegljen oziroma zamaknjen. Zakaj? Mogoče je tudi to, a ne, ta slika oziroma ta fotografija ponazarja neko gibanje, neko premikanje. In to je ena stvar, se pravi, prej so govorila o potovanju domov, o nekem gibanju, po drugi strani pa je tudi, se pravi, te številke, tudi zato smo se odločili za številčni zapis naslova in to je kot nek števec, tako je. Števec in to je, se pravi, Primož Zorko, avtor dizajna, njegova prvotna skica je bila dosti bolj radikalna, a žal nimam tukaj, da bi ti pokazal, ampak je šlo tako za ogromno številk, ki se odštevajo in tudi to odštevanje je bilo prisotno na koncertu in to je pa meni ta direkten odziv na to, kar se recimo dogaja v Gazi trenutno, ne? Se pravi, sam še številke so, ne? Vsi sploh ne vemo, samo vsak dan je, ne vem, 60 novih mrtvih. Tako, v resnici zelo grozljivo, ne? Da je razvrednoten človek, ne? In zato je tudi ta fotografija tako brezosebna, mogoče hladna na nek način, ne? Tako da sploh ne vemo, da si ti na naslovnici. Ja, sej to se mi je pa zdelo tudi, mislim, zelo je težko delati naslovnice, pa se odločati, ker valjda možnosti je veliko, časa ponavadi ni malo, sredstev ponavadi vedno ni dovolj, ne, nikoli ni dovolj. In se mi je zdelo, da se moram jaz pojaviti na naslovnici, ampak tukaj lahko omenim tudi moja sestro, ki je v bistvu dala to idejo, da bi bila zamazana slika. Moja sestra Meta Grgurevič, tudi umetnica, vizualna umetnica. In se mi zdi pa to je lahko tudi en odgovor na to, ne, kako se danes vsi promovirajo skozi to persono, ne, skozi ta pač umetnik se mora skozi subjekt prikazovati in to ljudje radi vidijo, ampak hkrati zakaj pa ne bi bil zamazan, ne? Zakaj bi moramo biti skozi vsi lepi, pa najboljši, pa kakorkoli. Stvar je neko skrivnostnost, mogoče. Popolni dejansko. Ja, točno to. Ja. Ta popolnost, to je brez veze. Drugače pa več informacij o tebi na spletni strani. Bowrain.org, to si me vprašal? Tako, kajti si ena izmed redkih glasbenikov, ki še ima spletno stran, večina si samo delajo preko družabnih omrežij. Mogoče, ja. Ja, to sem še stara šola. Predzadnja, ki bo spustila, bo Homes. Ja, Homes je skladba, kjer se tudi vrnem v svoj primarni glas, se pravi, ni falzet, ampak se pojavi ta moj, recimo temu, pravi glas in tudi zato je nek tak prihod v sebe, v svoj jaz, v prihod domov. Ni sploh po moje dileme, zelo je direkten nagovor, ne? What about million homes, what about 1000 homes that were left? Se pravi, kaj pa vsi ti domovi, ki so jih ljudje zapustili, se pravi, to spominjanje na vse te migracije in zavedanje tega. Že v albumu Distracted je bil komad Refugee, se pravi, ta tema me spremlja, mogoče me bo spremljala še dolgo, mogoče ne. Ja, zdi se mi to tema, ki je vredna naslavljanja. Home again is where I stand. Home again. You there? I tried to call. I tried to call you. What about the 1000 homes? What about the million homes? What about the 1000 homes?
What about the million homes that were left so far away, that were left so far away? What about 1,000 homes? What about dragged down by helpless thoughts? Home, I cried again. Home and got lost. Home dragged down by helpless thoughts. Home, I cried again. Home and got lost. Borain, oddaja Radioaktivna. Tine, si del slovenske glasbene scene, kako gledaš na njo? Kako gleda na slovensko glasbeno sceno? Pretežko vprašanje. Ja, kar težko. Ja, v enih stvarih se popolnoma ne vidim kot del te scene, po drugi strani pa se je v tem zadnjem letu zgodilo nekaj zelo dobrih projektov. Se veselim slišati, kaj bo naredila Kiki čez en teden v Cankarjevem domu. Veselim se sodelovati z Jani Hacetom in tudi to, kar dela Siddharta, so mi ene stvari zelo zanimive. Potem
kdo še? A zdaj, ker govorim tako konkretno, a si hotel bolj tako nasplošno? Da... Ti si se že kar fokusiral na moje naslednje vprašanje. Pa si kar odgovoril. Jaz mislim, da se slovenska glasbena scena razvija, prebuja in da se dogaja. Ta mainstream slovenska glasbena scena me morda ne zanima toliko. Drugače pa predvsem to, no, da v Sloveniji so ljudje pripravljeni narediti nekaj skupinskega, se pravi, smo nekako domači in taki projekti, kot jih delamo v Kino Šiška, bi bili nekje v tujini zelo, zelo komplicirani. Ne? Mogoče lahko naredimo sporednico malo z Južno Afriko, takrat, ko sem bil en mesec v Johannesburgu, je bilo malo podobno to v smislu, da se kar neki povezujemo in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ima Slovenija zelo dobre posameznike, zelo dobre avtorje, vsi imamo težavo s tem, kako preživeti. Zelo malo je takih, ki dobro živijo od tega. V Ljubljani nam manjka enega glasbenega studija, ki bi bil dostopen za vse, se pravi glasbena vadnica, kjer bi lahko bendi prihajali in rezervirali termin in vadili. To je zelo velik problem. Tako da mislim, da bi mogla mestna občina dosti veliko več narediti za to, za nas, za glasbenike. Tudi koncerti so v bistvu slabo plačani, če tako pogledamo, zelo je težko preživeti in to nas potem sili v to, da delamo veliko glasbe za radio, ki je pa dostkrat tudi nek kompromis tega, ne, in dostkrat potem tudi manj kvalitetna, ampak samo zato, da se vrti, ne, potem ta glasba nastaja. Tako da, ja, mislim, težko je biti glasbenik. Jaz mislim, da to ne samo v Sloveniji, da je to problem tudi drugod. Tako da se nekako povedal slabe in dobre stvari in tako je prav, ne. Umetno inteligenco kaj spremljaš? Ful malo. Ampak bom ti sedaj dal eno kratko nalogo z ugibanjem. Katere so tvoje najpopularnejše skladbe po mnenju umetne inteligence? Iz mojega kataloga? Tako, tvoje. Aha, ja, to pa vidim, kako se vrtijo. Zdaj se te vrtijo iz albuma Million Homes, se najbolj vrtijo, trenutno. Se pravi, Hit the Bottom, Wake Up Call. Vem pa, da čas je tudi zelo na vrhu. Umetna inteligenca pravi naslednje, da so Bo Rainove najpopularnejše skladbe naslednje. A New Beginning, okay. Potem Heal Me, Refugee, Breathe, pa Live Without It. Ne verjamem. A to ChatGPT pravi? To pravi kopilot Microsoftov. A ta Bill Gates pa to? Pa njegovi možganski trusti zadaj. Nimam pojma. Tako pravi. Vidim, da se ne strinja s tem. Vseeno mi je. Ne reče, kar če. Drugače ti ne, še imaš kaj drugih projektov poleg Bo Raina odprtih trenutno? Poleg Bo Raina. Trenutno delam glasbo za podelitev nagrade Igor Zabel, kjer bom nastopil v dvorani Tabor. To je nagrada za kuratorje, povabilo strani Moderne galerije. Sicer pa moram reči, da nimam nekih projektov, ravno kar sem prišel iz enega dopusta, res sem potreboval malo odklopiti. In jaz mislim, da z Blažem Celarcem bova nekaj naredila v duetu. Mogoče bomo kaj z Dejanom Srhojem še ponovili njegovo predstavo, Večer plesnih solov. Tako da sem kar zdaj odprt za nova sodelovanja. No? Ja. Projekt Bo Rain, kako naprej? Album sicer sedaj še popolnoma svež. Ja, jaz mislim, da izdal sem veliko glasbe in zdaj bi bil čas, da bi veliko nastopil, da bi več se pojavil v živo, ker glasba v živo je vseeno nekaj drugega. No? Je pač neponovljiva, se zgodi v momentu in ta, recimo temu, pop produkcija je v bistvu kar zahteven proces. Kakor se sliši enostavno, ampak je veliko enega dela, premisleka in tako da zdaj bi bil čas, da se to malo igra, da se več igra. Pa tale Kitajska se mi zdi, da bi bila zelo zanimiva v smislu odkrivanja novih možnosti. No in potem bo hitro novo leto, ko boš imel pripravljenih naslednjih 7 skladb. Ja, tako kot sem prej omenil, ta projekt v slovenskem jeziku bi bil, se mi zdi, lahko naslednji in že nekaj delam v tej smeri. Imam napisane komade,
Mislim, imam ideje, pa tako da mogoče bo to. Ampak ne vem, Pustimo čas v čas. pustimo čas v čas. Še eno bova spustila z albuma Million Homes za konec. To bo pesem Bright Eyes. Ja, to je pa v bistvu malo bolj ljubezenska pesem, pa vendarle tudi ne. Lahko je tudi razumljena drugače. Ja, mislim, da ko sem zaključil album, se mi je pri skladbi Homes zgodba zaključila, ne? In pol nisem vedel, kaj ne zdaj s tem Bright Eyesom naredim, s to skladbo Bright Eyes, a ne jo dodam ali ne jo izdam kot single, ne? In mislim, da če ne bi bilo Bright Eyes na albumu, bi za las ujel to dolžino albuma. Veš, ko sem pol prav zgooglil, koliko je minimum, da je album. In je točno tako. Če bi se končalo pri Homes, je ta minimum album. In pa sem tudi par ljudem pokazal in tako, in se potem vendarle odločil, da je Bright Eyes gor na albumu, ker dostikrat je tako, ne, ko imaš nekaj narejeno, ko je toliko sveže, moraš takrat dati ven, ne. Če bi čakal, pa recimo zdaj izdajo Bright Eyes, mogoče se mi sploh ne bi več tako zdelo, veš kaj mislim, ne. Tako da je potem ta Bright Eyes, predvsem tudi mi je zanimiva zaradi samega konca, kjer je bil pomemben spet Vid Ahačič, ki je naredil ta izjemen orkestralni del na koncu, instrumentalni, in je tako spet neko pozitivnost daje. Če se recimo Homes konča zelo temačno, tam lahko vidimo vse te podobe, ki nas tudi danes spremljajo po medijih, te grozne slike vojn in teh, ne vem, pač katastrof in te nemoči. Je pa vseeno potem Bright Eyes ta neka pozitivnost, ki je, se mi zdi, kot sem prej rekel, pomembno je, da smo pozitivni in da ohranjamo neko medsebojno spoštovanje in da se zavedamo, kje smo in da delujemo tudi lokalno, ker globalno bomo vedno malo nemočni, a ne? Sej v resnici te velike odločitve se sprejemajo mimo nas in kar nas bo doletelo, nas bo, a ne? Ampak to, kar se pa dogaja lokalno, kar lahko narediš v vsakdanjem življenju, kako lahko nekomu pomagaš, to je pa pač dejansko stvarno in ja, tukaj je pa treba ohranjati pozitivno misel. Skladba Bright Eyes za konec tega pogovora. Bo Rain, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala, upam, da nisem bila preveč radioaktivna, ker klele ugašajo luči. Straše. V gradu smo. V gradu, ne? Tako da ne veš. A ja, v gradu? V gradu, ja. V radioaktivnem gradu. Ja, verjetno duhove. Ja, sam res, evo, vidiš to. Mogoče bo pa naslednji album ta neka mističnost, nadnaravnost, ne? Ne vem, koliko in kakšno inspiracijo si dobil danes, ko si prišel v Ormož. Sej to, veš, kaj misliš, kaj boš vse naredil, na koncu se vrneš v tisto, kar je tvoje, ne? Tako da tudi na Distracted me je spremljala ta ista tematika kot zdaj, tako da mogoče bom pa skozi nekje tukaj, a ne? Glej, kar pride nekako naravno ven iz tebe, je tisto ta pravo, no. Tine, še enkrat hvala ter uspešno in delovno. Hvala. We came so far, now we cannot stop. So many troubles we cannot solve. Our endless journey is giving me hope, is giving me hope.
when we'll be old again. We'll look at a road ahead. We were so young back then. Her eyes, they tell me more, they tell me again. Her eyes, they tell me more, they tell me again. I see her bright eyes falling off my troubles. I see her bright face living for tomorrow. Maybe you should follow your heart more, just for once in your lifetime. Give yourself another minute to breathe, to see, to see, to see. When we make our way through the struggle, love can be reborn. What is love when we don't know how to fight no more? Fight no more. Her eyes, they tell me more, they tell me again. Her eyes, they tell me more, they tell me again. Zdravo, sem Bo Rain in poslušate oddajo Radioaktivno.